Lepo pozdravljeni. Po koncu druge svetovne vojne je povprečna Angležinja imela v svoji omari 2 bluzi. Leta 2018 je povprečna Angležinja na teden kupila 2 oblačili. Še en podatek. V reviji Her za april 2021 sem našla, da ima povprečna Američanka 103 kose vrhnjih oblačil. Od tega jih je 24% nenosljivih, 33% preozkih, 21% preohlapnih, 12% novih, ampak še nikoli nošenih, ostane samo še 10% oblačil, ki jih pravzaprav nosi. A si predstavljate? A imate vi tudi takšne omare? Kar podobna slika, a ne? Kupujemo, to nam je všeč, ono nam je všeč, vzamemo, kaj bomo potem, ne vemo. Ker je fora v kupovanju, v lovu in v nabiralništvu. A že veste, na kaj namigujem? Na pračloveka v nas. Pračlovek je imel v lasti vsega skupaj 10 kosov oblačil. To piše znameniti antropolog in zgodovinar Harari v knjigi Sapiens. Zakaj 10? Toliko je pač bilo, to je pač bil pračlovek, ni imel lastnine. Poleg tega je to bilo zelo praktično, ko je bilo treba pograbiti vse svoje stvari in hitro zamenjati tabor. Zamenjali so ga vsakič, kadar so požrli vse, kar je bilo v njihovi bližini. Tak je bil pračlovek. Je prišel, je pograbil, je požrl, je uničil in je šel naprej. Lahko temu romantično rečemo, živel je za tukaj in zdaj, ampak v resnici, dokler je bilo, je grabil, ko ni bilo, je šel iskat naprej. Ko je pračlovek, na primer, naletel na drevo s sladkimi sadeži, on ni delal marmelade za ozimnico. On nima druge, kot da zleze gor in poje vse, kolikor le lahko. Ker če ne bo on, bo nekdo iz sosednjega, torej sovražnega plemena. Ali kakšna žival. Torej je napokal, nagrabil, kolikor je le lahko, kajti sicer je propadlo. Takšen je bil. In tako je bilo logično, tako je bil navajen. In če povemo še eno zgodbo, vezano na plemena v Papui Novi Gvineji, pravi antropolog Jared Diamond, ko so oni po nekajdnevnem lovu in lakoti končno vlovili tistega divjega prašiča, tudi niso delali klobas za težke čase, nadeli so si pojedino, da so jim trebuhi skoraj popokali. Ker drugega ni bilo, niso mogli, niso vedeli, kaj bo jutri, niso znali shranjevati. Imeli so telesa navajena na nesorazmerne količine kalorij. Dolgo nič, ko je vzami, pol pa spet nič. To je pračlovek. 2 milijona let kasneje se možgani mnogo ljudem še zmeraj niso spremenili. Čim je prilika, grabijo, jemljejo, kupujejo, hočejo, tudi če ne rabijo, tudi če ne uporabljajo. Tako so se pač navadili. Še en podatek. Ta je britanski spet. Baje ima povprečen britanski 10-letnik 238 igrač. Od tega se v povprečju igra z 12. Jaz postanem kar malo žalostna, ko tam okrog Božiča vedno znova govorijo, ubogi revni otroci nimajo dovolj sladkarij, nimajo dovolj igrač. A je to res tisto, kar potrebuje vsak otrok? Verjetno ne. Ali ne bi bilo lepše, če bi manj grabili in več dajali? Tako pa ljudje vidimo, vzamemo, ker je kao, ugodno, lepo, poceni, ker smo lačni, ker imajo sosedi, ker si lahko privoščim, ali pa tudi ne. Samo da vzamem, ker je fajn. Ampak zdaj malce razmislimo. Najprej v službi garate do onemoglosti,
Pri tem uničujete svežo vodo, svežo hrano, sveži zrak, svežo zemljo. Zato, da potem kupite stvari in z zunanjimi predmeti iščete svoj notranji mir. Pravzaprav ni logično, ne? Zdaj, če vam povem o sebi, jaz, kot vidite, se borim za to, da bi ljudje imeli manj. Da bi imeli dovolj, ker imamo dovolj. Po pravici povedano, zadnjih 15 let v moji družini, odkar imam družino, nimam občutka, da zmagujem tole bitko. Včasih se mi zdi, da jih je potrošniška družba odpeljala in sem jaz ta glas vpijočega v puščavi. Sprašujem se, kaj lahko naredim, kajti ko grem tako malo skozi svoje spomine in svojo super mladost, se spomnim, kako sem se znala imeti fajn 3 tedne, 5 grških otokov, 300 mark. Kako mi je bilo super $100 en teden v Moskvi. Da se živeti z manj in se imeti fajn. Če se le da kolesarim, tako ne prišparate samo za bencin, ampak tudi za fitness klub. Raje umrem od žeje, kot da bi kupila plastenko. Še v življenju nisem vrgla kosa hrane ali nepopisanega lista papirja. Ker se vsaka smet vrne. Okej, najprej gre na smetišče, tam se nakupiči, mogoče gre v zažigalnico, gre v zrak, ampak smet se vedno vrne in smet lahko postane smrt. In jaz si res želim, da bi bilo smeti čim manj. Seveda se sprašujem, kaj lahko naredimo, ne da hkrati izpademo škrti, neprivoščljivi. Iščem predloge ves čas in vedno bom hvaležna za njih. Meni se zdi, da so najboljše stvari itak zastonj. Sonce in vetrc, spomini in sanje, poljubi in objemi, spanje in želje, marsikaj imamo in imamo dovolj, ker smo dovolj. Raje investirajmo v znanje, v širjenje svojih sposobnosti, v globino, v širino, v druge ljudi, v hobije in knjige. Naučimo se ustvarjalnosti, pa bomo vedno praktični in iznajdljivi. Naučimo se šivati in kuhati, pa ne bomo nikoli ne goli ne lačni. Vrtnarimo, mizarimo, sodelujmo, izmenjujmo si, pomagajmo si, doprinašajmo. Dobro se z dobrim vrne, vedno. Včasih na daljši rok, ampak se vrne. In zato se splača. Veliko lažje, če veš, da imaš dovolj, kaj ti potem ničesar ne potrebuješ. Torej nikakor ne moreš biti reven, če imaš dovolj. Za vse je dovolj, če si le delimo. Tako da, dragi moji, verjemite mi, z malce razmišljanja, z veliko razumevanja, se da ogromno. Hvala vam.